Jaz obožujem ajdovo kašo v različnih oblikah. Našla sem se nekaj suhih jurčkov, tako da si večkrat to pripravim kar za zajtrk. Sem bolj praktična gospodinja, tako da ne uspem kuhati tolikokrat na dan, tako da ponavadi že zjutraj nekaj skuham, že malo za zajtrk, potem še za kosilo, če še kaj ostane, to še za večerjo. Ja, za zajtrk jaz dejansko zelo pogosto jem lokalno pridelano jabolko z navadnim jogurtom slovenskega proizvajalca. Danes, ker me je čakal ta pomemben dogodek, sem imela malo bolj obilen zajtrk, tako da sem si privoščila mleko, slovensko mleko, z kosmiči, ovsenimi kosmiči in žličko medu. Ja, jaz sem pa tako bolj preprost človek, jaz si najraje namažem kakšno maslo in domačo marmelado, danes zjutraj je bila to marelična, pa belo kavo in to je to za popotnico. Moram priznati, da nisem glih človek velikih zajtrkov, ampak je takle branč mi že danes kaj bolj paše, ampak če ne pa kak dober kos kruha bolj temnega, maslo, pa domači jogurt oziroma z naše mlekarne še najboljše. Ja, za zajtrk jaz ponavadi kar kaka jabko. Sicer pa otroci pa jejo mleko s raznimi kosmiči ali pa maslo in med. Sem človek, ki navadno ne zajtrkujem, ampak ker sem sadjar, si lahko privoščim zjutraj jabolko, ker pridelujemo tudi vrtnine, začnem lahko tudi z kislim zeljem, tako da je lahko zajtrk zelo pester. Pa seveda med in tudi kot pridelovalci konoplje si privoščim konopljeni čaj. Ja, moj običajni zajtrk je bela kava, polnozrnat kruh, maslo in med ali pa doma narejena marmelada. Danes za zajtrk nisem imel sicer nič mesnega, jedel sem sir pa jogurt z medom. Če ima možnost izbirati, je to slovenski kruh in sicer ajdov kruh, poleg masla pa tudi marmelada. To je moj idealni zajtrk, zraven tega pa tudi kava. Vsak dan mi to ne uspe, ampak večino dnevu pa zelo sledim temu načinu življenja.